Dober dan. Tema, o kateri se bomo pogovarjali danes, sicer ni bila planirana za ta vlog so bile planirane nasičene maščobne kisline, oziroma moj zadnji vlog o nasičenih maščobnih kislinah, ampak me je ta tema danes ful bolj potegnila noter, zdaj zadnji teden, teda sem se odločil, da kar o tem naredim vlog. V glavnem, govorili bomo o enem prehranskem dodatku oziroma o neki komponenti v prehrani, ki ima že vrsto let vzpostavljene mehanizme, se pravi, mehanistično delovanje je že vzpostavljeno in vemo, da deluje oziroma na kak način deluje. Vzpostavljeno je bilo pol, da tudi deluje in vitro, se pravi bolj na celičnih kulturah, pol je bilo vzpostavljeno, da deluje na živih organizmih, na sesalcih, predvsem je večina študij na podganah. Pol so pa od leta 2017 naprej, je pa tudi prišlo en par kvalitetnih študij na ljudeh in je bilo pokazano, da so se in mehanizmi in pač nasploh delovanje same komponente prenesle tudi na ljudi. In ta komponenta oziroma hranilo je urolitin A. Kaj sploh je urolitin A? Urolitin A spada v razred organskih spojin, ki se imenujejo benzokumarini, je pa v bistvu stranski produkt naših določenih, ne vseh črevesnih bakterij, ko se pač hranijo z polifenoli. Zdaj tule lahko že na začetku vidimo, da v bistvu lahko povišamo nivoje urolitina A v naših telesih, s tem, ko povišamo polifenole v naši prehrani. Ampak bomo tudi pol v nadaljevanju izpostavili en problem, ko je v bistvu tule še kar pomemben. Zdaj, eno izmed teh hranil, ko je bilo že večkrat pokazano v študijah in v celični kulturi in na podganah in na ljudeh, ko je najbolj močno povezano s tem, da ko ga mi zaužijemo, poviša v najvišji meri urolitin A v našem telesu, prihaja iz družine taninov in se imenuje elagitanin. Tukaj se bo zdaj pokazala slika od ene študije, ko je po mojem mnenju najbolj kvalitetna iz vidika študij, ki so preiskovale mehanistično delovanje samega urolitina oziroma povečanje urolitina A, je bila sicer prvo narejena na celični kulturi, se pravi in vitro, pol so jo pa naredili in vivo na podganah in se je pač pokazal isti učinek. Teda, tule mislim, da so vzpostavili neke mehanizme, ker se je že tolikrat konsistentno pokazalo v literaturi, da mehanizmi delujejo na tak način. Te študije, tako vedno, bojo itak linkane vse v mojo Patreon skupino, teda tistega, ko zanima pregled celotnih študij oziroma linki do študij, bojo vsi v moji Patreon skupini. Zdaj, če hočeš priti do tega, priporočam, da se pridružiš Patreon skupini. Ok, in zdaj, kaj sploh je funkcija urolitina A? Zakaj bi si ga mi sploh povečali oziroma zakaj bi si mi želeli, da se poveča v našem telesu? Glavni vpliv ima na proces mitofagije. Mitofagija je v bistvu avtofagija, ampak na mitohondrijih. To pomeni, da ko v telesu zvišamo nivoje mitofagije, bomo zvišali tudi hitrost čiščenja mitohondrijev. Zdaj, zakaj sem čiščenja dal v navednice, pač ne vem, kako bi drugače poimenoval. Mitofagija oziroma isto kot avtofagija pač deluje tako, da reciklira neuporabne, poškodovane, manj optimalno delujoče celice. V tem primeru pač avtofagija deluje na celice, na celotnem telesu, mitofagija je pa samo ena podvrsta, oziroma kakorkoli bi pač to poimenoval, deluje pač na mitohondrijih. In zdaj tisti mitohondriji, ko niso optimalni, jih bo proces mitofagije spucal in bo pol njihove dele uporabil za reciklažo pri gradnji novih mitohondrijev, ki bojo pa pol delovali optimalno. Ok, se pravi, čisto na kratko. Višji nivoji urolitina A v naših telesih pomeni višje nivoje mitofagije, pomeni hitrejša reciklaža poškodovanih mitohondrijev, kar pa na koncu doprinese v to, da je v naših celicah več zdravih mitohondrijev. In to je zdaj ustaljeno. Mislim, to ni več vprašanje, a je ali ni. To se je pokazalo in v celičnih kulturah, in na podganah, in na ljudeh. No, zdaj si pa v bistvu lahko pogledamo, kaj to sploh pomeni. Zdaj, čisto na začetku je potrebno povedati, in to je ful pomemben faktor v današnjem pregledu študij. Teda ne zdaj to vzeti kot sveto resnico za celotno populacijo, ampak vse študije, ko so bile zdaj narejene na ljudeh, so sicer ful kvalitetne in so res pokazale pač in mehanistično in kaj se pol zgodi, ko dejansko povečamo mitohondrije v našem telesu oziroma zdrave mitohondrije, ampak čisto vse študije na ljudeh do zdaj so bile narejene na starejši populaciji. In to je čisto logično, zaradi tega, ker mi pač vemo, da poleg drugih stvari v starejši oziroma starejši, ko smo, pride do upada količine zdravih mitohondrijev in to je tudi en razlog, da pač pol se staranje pohitri oziroma da se staranje upočasni, zdaj odvisno od števila zdravih mitohondrijev. Tako da, to zdaj je treba vzeti s tem, da vse študije na ljudeh, ko jih bom zdaj omenil, so bile narejene na starejši populaciji. In ko govorim na starejši populaciji, to je od 60 let in starejši ljudje.
Študija, ko mi je prva padla v oko, ki je bila narejena na ljudeh, je bila objavljena leta 2019 v reviji Nature, tako da načeloma bi mogla biti neka kvalitetna peer-reviewed študija. So pa v bistvu tule gledali, kaj se dogaja z količino oziroma z zdravjem mitohondrijom, ko se v telesu poveča količina urolitina A. V študiji so 4 tedne starostnike suplementirali z urolitinom A. O tem, zakaj so jih suplementirali direkt z urolitinom A in ne nasploh za hrano oziroma z polifenoli za bakterije, da bi naredili pol urolitin A, bom čisto na koncu povedal, kaj je pač tu fora. V glavnem zdaj je važno, da vemo, da so 4 tedne je bila študija, suplementirali so pa starostnike, bila je placebo randomizirana kontrolirana študija. Imeli so 4 skupine, tiste, ko so suplementirali z urolitinom A. In sicer v eni so imeli 250 mg, v drugi so imeli 500 mg, v tretji 1000, v ta zadnji skupini pa 2000 mg. Zdaj prvotni rezultati, ko so bili in kaj so opazovali, je bilo kako nevarno oziroma kako nenevarno je dodajanje urolitina A in so ugotovili, da nima riskov oziroma da je pač dodajanje urolitina A v prehrano zelo nenevarna zadeva. Plus, da se je pokazalo višanje ravni urolitina A, je bilo odvisno od doze pri čisto vseh posameznikih in čist pri vseh dozah. To pomeni, da je ali si dodal 250 mg dnevno ali pa 2000 mg dnevno, v vsakem primeru se ti je povišala koncentracija urolitina A v telesu. V sekundarnih rezultatih se je pa pokazalo to, kar v bistvu nas tudi bolj zanima. Tu so pa gledali molekularni zapis, ki označuje zdravje mitohondrijev. Se pravi, nek glavni marker, ki je pač ustaljen v praksi, da se pogleda, kadar mi gledamo zdravje mitohondrijev. In gotovili so, da se je povišal test marker, to pomeni, da se je zdravje mitohondrijev izboljšalo. So pa bili najboljši rezultati pri odmerku 500 mg dnevno ali pa 1000 mg dnevno. Zdaj bomo šli na eno živalsko študijo. Sicer je bila prva narejena na celični kulturi, pa so to prenesli še na žive organizme, se pravi in vivo, ampak so bile podgane, sesalci, ampak vseeno iz podgan se ne takoj prenese na ljudi. To na ljudeh še niso delali, zaradi tega, ker v tej študiji so gledali, kaj se zgodi z dopaminergičnimi nevroni, ko suplementiramo urolitin A. In kaj se je pokazalo? Pokazalo se je, da dodajanje urolitina A v prehrano podganam zmanjša degradacijo dopaminergičnih nevronov. Zdaj pa zakaj je bilo to pomembno? To je pomembno iz vidika vseh bolezenskih stanj, ki vplivajo oziroma ki so odvisni od stanja dopaminergičnih nevronov. To pomeni tistih nevronov, ko se vežejo oziroma na katere se veže dopamin. In ena najbolj znanih bolezni oziroma stanj je Parkinsonova bolezen. In so tudi raziskovalci nakončno zaključili, da bi lahko glede na svojo nenevarnost bil urolitin A dober prehranski dodatek pri posameznikih, ki se srečujejo z Parkinsonovo boleznijo oziroma pri vseh stanjih, ki vplivajo na dopaminergične nevrone, zaradi tega, ker ustavi njihovo degradacijo. To pomeni, da lahko upočasni razvoj same bolezni, kar je ful zanimivo, zato sem tudi to študijo dodal tu zraven. Še ena študija. Ta študija je pa v bistvu spet je bila na celicah pa na podganah, ampak je gledala, kaj se dogaja z apoptozo, ko mi dodajamo urolitin A v prehrano. Zdaj, apoptozo lahko najlažje razumemo kot nek nadzorovano umiranje celic oziroma celični samomor, ki se pač skozi dogaja v našem telesu, zaradi tega, ker pač ene poškodovane celice, na katerih bi se lahko razvil rak ali pa neke mutacije ali pa karkoli, pride do tja ali z avtofagijo uničimo, ali pa se zgodi apoptoza, ko je v bistvu itak povezana z avtofagijo. In zdaj, dokler da je to nadzorovano, je super. Ko pa to ni več nadzorovano, oziroma ko se to pa preveč dogaja, pa itak logično ni fajn. Zdaj tu, da damo boljšo perspektivo, nenadzorovana apoptoza se naprimer pa dogaja pri multipli sklerozi. To je spet eno stanje, ko v bistvu ga večina ljudi pozna oziroma je čulo za njega in tudi načeloma ni tako redko, predvsem ne v starosti. No in pokazalo se je, spet v celični kulturi in na podganah, na ljudeh te študije še ni bilo, da dodajanje urolitina A oziroma na kakršen način višanje koncentracij urolitina A v telesu zniža količino oziroma zniža procent apoptoze, ki se v telesu dogaja, plus da se je pokazalo, da zmanjša degeneracijo diskov pri podganah, ki so imele pač degeneracijo povzročeno iz strani pač znanstvenikov. Se pravi, zmanjšala je apoptozo in zmanjšala je degeneracijo diskov s tem, ko so povišali količine urolitina A v telesu. Ok, zdaj pa tu pa v bistvu predamo prvič na eno študijo, ko se sklada z mojim naslovom in sicer kako lahko urolitin A vpliva na mišični performance.
Ta študija, ta prva, je bila narejena na podganah in je tudi bila prva študija, ki je mene v bistvu potegnila sploh v to tematiko, da sem šel pol raziskovati, če je sploh kaj študij na ljudeh. Všeč mi je bila tudi zaradi tega, ker so uporabili in stare in mlade podgane. Sicer spet to se ne bo zdaj preneslo na mlado in staro populacijo pri ljudeh, ampak vse do zdaj se je iz podgan preneslo tudi na starejše ljudi, kar so kazali. Tako da jaz lahko špekuliram oziroma si upam špekulirati, da se mogoče ne pri vseh, ampak pri nekaterih ljudeh, tudi pri mlajših posameznikih pač pokaže isto. In sicer, tule, kar se zdaj bojo pokazali rezultati, študija je pokazala, da suplementacija z urolitinom A poviša mišični performance predvsem iz vidika aerobne vzdržljivosti. Kar je logično, glede na to, da je bilo že večkrat pokazano v študijah, da samo dodajanje urolitina poviša zdravje in število zdravih mitohondrijev. To pomeni, da bomo lažje oziroma boljše aerobno vzdržljivi, zaradi tega, ker bo pač mišica imela večjo količino mitohondrijev, ker pač to mitohondriji delajo. Mitohondriji izvajajo celično dihanje. No in zdaj, da ne bom predolg, tule je spet ena študija, ampak ta študija je bila na ljudeh, ki je pokazala, da višanje urolitina A v naših telesih potencialno zviša mišično vzdržljivost pri starejši populaciji, 65+. Bom pa ustavil še to naslednjo študijo zdaj, oziroma predvsem mehanistični pregled samega urolitina A in potencialno ne kot zdravilo, ampak kot dodatek, ki izboljšuje Alzheimerjevo bolezen oziroma upočasni Alzheimerjevo bolezen pri ljudeh. Zdaj za Alzheimerjevo bolezen ni zdaj nekih 100% ugotovitev oziroma 100% stavkov, ko bi jih lahko rekli, to pa to zdaj najbolj oziroma to pa to je razlog zdaj za nastanek Alzheimerjeve bolezni. Najbolj sta povezana amaloidni beta protein pa tau protein, ki v bistvu, o tem sem že govoril, zato zdaj ne bom nakladal, ampak v možganih se nabirata in pol delata pizdarijo. Je pa tudi pri večini posameznikov, ki jih Alzheimerjeva prizadene v starosti, povezana mitohondrijska disfunkcija. Kar je logično zaradi tega, ker z staranjem zgubljamo funkcijo oziroma zgubljamo možnost mitofagije, to pomeni, da se reciklaža samih mitohondrijev upočasni, to kar smo prej rekli, in pač je lahko še dodatno poslabša, ker pač možgani so mišica in tudi imajo v celicah mitohondrije, oziroma tudi če ne bi bili mišica, imajo v celicah mitohondrije. V glavnem, mitohondrijska disfunkcija lahko pospeši samo Alzheimerjevo bolezen. In zdaj tule, pri tem pregledu mehanističnemu oziroma špekulaciji, mi je zanimiv predvsem zaključek, oziroma pomemben, ko so znanstveniki zaključili, da glede na nenevarnost dodajanja urolitina A v našo prehrano, bi lahko bil to kot prehranski dodatek priporočen posameznikom, ki se srečujejo z Alzheimerjevo boleznijo oziroma z demenco oziroma s kakršnimi koli znaki, da bi lahko do tega prihajalo, zaradi tega, ker lahko mehanistično vpliva na mitohondrijsko disfunkcijo. No in zdaj čisto na koncu dodajam še pregled literature, ki je bil objavljen, mislim, da celo letos 2022, če ne pa 2021, v reviji Cell Press, kar meni takoj da dodatno še večji plus za vse študije, ko sem jih zdaj sam pred tem pregledal, pa potegnil neke svoje zaključke in zdaj bom povedal še, kaj so zaključili tudi v Cell Pressu po pregledu celotne literature, ki obstaja. Zdaj, prva ugotovitev, ko je bila in prvi njihov zaključek, ko sem prej rekel, da ga bom zdajle omenil, čisto na koncu, je, da je urolitin A naravna komponenta oziroma stranski produkt hrane naših črevesnih bakterij, ki pa ga lahko proizvaja naravno, se pravi endogeno s pomočjo bakterij, samo 40% populacije. No in ravno zaradi tega so tudi v vseh raziskavah uporabili direktno oralno suplementacijo urolitina A, pač se pravi v uste, oziroma pač podganom so dali za jest, zaradi tega, ker je preveč variacij pol s tem, a ti sploh znaš proizvajati, oziroma a imaš ti bakterije, ko proizvajajo zadostno količino urolitina A, da bi se ti koncentracija v krvi povečala. Teda, to je prva stvar, če se kdo odloči za dodajanje, je to bolj priporočljivo, da naredi s tem, da direktno urolitin A dodaja v svojo prehrano. Eden izmed njihovih zaključkov oziroma pointov je bil, da so pozitivni učinki bili prepoznani v številnih študijah in so v bistvu zdaj zafiksirani. Vsaj za podgane in za starejšo populacijo. Iz vidika vzdržljivosti v moči oziroma iz vidika mitofagije in višanje količine samih zdravih mitohondrijev. Še eden izmed njihovih zaključkov je, da eksperimentalni mehanistični modeli z zagotovostjo, zaradi tega, ker že konstantno kažejo, da ima dodajanje urolitina vpliv in na mitogenezo, in na apoptozo, in pa na same vnetne procese v celicah.
Naslednji je, da predklinične in nato tudi klinične študije na ljudeh kažejo, da se izboljša, tako sem že prej rekel, molekularni zapis za zdravje mitohondrijev. To pomeni, da se poveča količina zdravih mitohondrijev v telesu. Pa še zadnja točka, ko so jo oni dodali, je, da je urolitin A oziroma dodajanje urolitina A v prehrano dobra strategija za izboljšanje vseh stanj, ki so povezani z mitohondrijsko disfunkcijo. No in kaj lahko zdaj zaključimo? Ta študija, ko je bila narejena 2022, se pravi stara je 2 meseca oziroma končana je bila 2022, je zaključila, da dodajanje 1000 mg urolitina A v prehrano starejših posameznikov od 65 let naprej izboljša vzdržljivost v moči. To pomeni, da pri starejši populaciji vsekakor izboljša mišični performance. Teta je v bistvu študija, ko je zacementirala moje mnenje, da pač urolitin A deluje in ga bom tudi sam dodal v prehrano. Ok, zdaj pa končno moj zaključek in kaj sem potegnil iz tega. Osebno bom z dodajanjem urolitina A v prehrano 100% začel. Začel bom, nisem se še odločil ali s 500 mg ali z 1000 mg dnevno, pa bom pol pač anekdotsko opazoval, kaj se zgodi z mojim performancem. Več zaenkrat pač ne morem, zaradi tega, ker nimam par milijonov, da bi si postavil laboratorij. Bom pa začel z dodajanjem urolitina, predvsem zaradi tega, ker tudi ne vem, če je v Sloveniji sploh kak dosti dober test, oziroma sploh ne vem, če je kak test, ki preverja, če jaz ustvarim sploh sam, oziroma če moje čresne bakterije ustvarijo dosti urolitina A, da bi se povečala koncentracija v plazmi. Zdaj pa test, ko pa misli, da ima dosti bakterij, oziroma da ima te bakterije in je eden izmed 40% populacije, ko zna endogeno proizvajati, pa ne rabi direktno urolitina A, zaradi tega, ker pač dodaja tiste polifenole, ko smo jih prej omenili. Predvsem se je pa pokazalo, da dobro poviša urolitin A v prehrani ekstrakt granatnega jabolka, tam med 600 pa 1000 mg dnevno. Zdaj to ni priporočilo, to si lahko gre vsak pogledat, pa se pol sam odloči, a bo ali ne. Ampak to je ena strategija, da ne rabiš dodajati direktno urolitina A, da lahko narediš posredno, se pravi, da ti pol pač bakterije proizvajajo svojega. Druga stvar je, da sicer študij na mladih ljudeh še ni. Upam, da pridejo čim prej, ampak so študije na starejši populaciji dosti konstantne in na podganah, tako na mladih kot tudi na starejših, da mislim, da če se ne bo celotno, se bo pa vsaj delno lahko prenese na mlade posameznike. Zdaj, to ne pomeni, da bo vsak fitneser, ali pa tek naprimer, ko sem jaz, ko pač greš v fitness pa potreniraš tiste parkrat na teden, da bo mi pa zdaj ne vem kaj naredilo s performancom. Ampak, če pa vzameš ti nekega profesionalnega športnika, ko ima, oziroma bi mogel imeti zrihtan spanc, prehrano, treninge, regeneracijo, vse, pa ko so mu pomembni vsaki procentki v njegovem performancu in se njegov uspeh odraža s tem, če zviša aerobni performance, oziroma če zviša količino mitohondrijev v svojih mišicah, pa mislim, da potencialno lahko pač kdo sproba, pa vidi, a pri njemu deluje ali ne. Tudi če bo samo anekdotsko, oziroma tudi če bo samo placebo, bo že veliko naredil s tem. V glavnem, jaz mislim, da ima potencial, ni pa še nobene študije na mladih posameznikih. Potem pa še zadnja stvar, jaz osebno bom priporočil svojim staršem in svojim starim staršem, da začnejo z jemanjem urolitina oziroma vsaj ekstrakta granatnega jabolka v prehrano, zaradi tega, ker pač so mi študije, ko sem jih pregledal, pa literatura, ko je do zdaj ven prišla, se mi zdi, da je dosti močna, da lahko trdim, da njim, glede na to, da so starejši posamezniki, lahko pa koristi pri vseh stanjih oziroma pri vsem, kar smo pač omenili prej. To je to. Upam, da ti je bil vlog všeč. Če ti je bil všeč, klikni like, če ne dislajki, pa vsaj komentiraj, zakaj ti ni bil všeč, zato da vem, kaj naslednjič lahko pravim. Če te zanimajo študije, če te zanimajo objave, ta objava na primer je bila objavljena že en teden oziroma 2 tedna, odvisno kako hitro bom delal vlog nazaj v Patreon skupini. Tam se tudi razvije pol debata in me lahko sprašujejo oziroma se pogovarjamo, kje se da dobiti, kjer ga bom dobil. Pač v glavnem lahko se razvije debata, teda če te zanima, priporočam, da se pridružiš tudi Patreon skupini. To je pa to. Hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde!